Darilo dobrotnika. Pravljica o svetem Miklavžu. Bilo je hladno zimsko jutro, ko so se prve snežinke začele spuščati z neba. Zima je pokazala svoje prave zobe. Kmalu je bila vsa pokrajina pokrita s snegom, vse je bilo mirno in tiho. Navsezgodaj se narava čarobno prebuja pod snežno odejo. Ko se sonce počasi prebudi na hladnem nebu, se svet zasveti v bleščeči belini, ki se odbija od sveže zapadlega snega. Vsaka vejica drevesa, vsaka streha hiše in vsaka travna bilka je pokrita s kristali ledu, ki se svetlikajo kot diamanti na praznični ogrlici. Drevesa stojijo mirno in tiho, odeta v snežne plašče. Sliši se škrtanje snega pod koraki tistih, ki se prvič podajajo ven. Vsak korak pušča sled v nepopisni belini, kot bi nekdo s čarobno roko risal pokrajino v popolno zimsko pravljico. Vse je tiho, a hkrati polno pričakovanja, kot bi narava zimskim snegom pripravljala oder za svojo najlepšo predstavo. V daljavi se sliši smeh otrok, ki se razposejeno podijo po zasneženih travnikih in se sankajo po gričih, oblikujejo snežake in mečejo snežene kepe drug v drugega. Nasmehi na njihovih obrazih odsevajo radost in brezskrbnost, ki jo prinaša zimska idila. Sončni žarki počasi raztapljajo ledeno kraljestvo, a hkrati ustvarjajo sijočo svetlobo, ki osvetljuje vsak delček pokrajine. Zimsko jutro je kot pravljica, ki se odvija pred našimi očmi, pričarana s prelepimi podobami in vonjem čistega zraka. To je trenutek, ko narava spi v svoji zimski tišini, a hkrati nabira moč za nove čarobne zgodbe, ki jih bo pripovedovala v prihajajočih zimskih dneh. Daleč stran, v majhni vasici ob vznožju gora, je živel dobrotnik z imenom Sveti Miklavž. Bil je prijazen škof z dolgo belo brado, mitro na glavi, škofovsko palico v roki in širokim nasmehom na obrazu. Vsi prebivalci so ga imeli radi, saj je bil znan po svoji velikodušnosti in pripravljenosti pomagati vsem, ki so potrebovali pomoč. Vsako zimo so sveti Miklavž
in njegovi pomočniki pripravljali prav poseben dogodek za vse otroke v vasici. Večer pred 6. decembrom so se zbrali na glavnem trgu, kjer je sveti Miklavž delil darila in širil veselje med otroke. Vsi so bili veseli in zadovoljni. Navdušenje je bilo nepopisno. Neko zimo pa se je zgodilo nekaj strašnega. Vasico je zajel močan snežni vihar. Zaradi katerega so bili mnogi prebivalci v hudih in resnih težavah. Sveti Miklavž ni dolgo premišljeval, tako je ukrepal. Vedel je, kaj mora storiti. Zbral je hrano, odeje in druge potrebščine ter jih razdelil tistim, ki so najbolj potrebovali pomoč. Ko je vihar minil, so prebivalci opazili, da so v svojih hišah našli nekaj posebnega. Sveti Miklavž je namreč skrivaj pustil vsaki družini košaro s hrano, toplimi odejami in ljubeznijo. Bil je dobrotnik, ki je deloval brez pričakovanja zahvale. Miklavž je seveda pomislil tudi na otroke, ki so se trudili biti dobri, čeprav so včasih naredili kakšno malenkostno napako. Sklenil je, da jim bo to leto podaril nekaj prav posebnega. Čarobne zimske lučke, ki bodo razsvetljevale njihova srca. Miklavž je vsaki lučki vdihnil svojo posebno čarobnost. In tako je vsakemu otroku na skrivaj na nočni omarici pri postelji pustil prav posebno lučko, ki je sijala s čarobnim sijajem. Vsaka je imela zvitek, na katerem je pisalo: to je posebna čarobna lučka, ki bo vsakemu otroku pomagala najti pot do ljubezni in dobrohotnosti. Ko so se otroci prebudili, so bili navdušeni nad darili, čeprav so se čudili in spraševali, kdo jih je prinesel. Hvaležni zanje so staršem obljubili, da se bodo še naprej trudili ter trdo delali, da bi ohranili svoja srca polna ljubezni in dobrote. Pomembno je, da ohranimo svoja srca odprta, saj je ljubezen največje čarobno darilo. In tako se je zaključila ta posebna zimska noč, polna čarobnosti in ljubezni, ki jo je sveti Miklavž delil med otroke v vasi. Zvečer so srečni in z velikim nasmehom na obrazu zaspali s čarobnimi lučkami v svojih rokah, vedoč,
da so posebni in ljubljeni. Sveti Miklavž je ostal skrit, a v svoji duši je bil vesel, da je lahko pomagal. V naslednjih letih je ta običaj postajal vse bolj priljubljen, saj so prebivalci začeli pomoč širiti med seboj. Vsako leto, večer pred 6. decembrom, so sodelovali v tradiciji dobrote, ki jo je začel sveti Miklavž. Postala je znana kot darilo dobrotnika, ko so ljudje skrivaj pomagali drug drugemu v duhu nesebičnosti. Sveti Miklavž je ves čas ostal prijazen škof, ki je navdihoval dobroto in radodarnost. Njegovo sporočilo pa se je razširilo daleč stran, prinašajoč upanje in ljubezen v srca vseh ljudi. In tako je postal legenda v tej majhni vasici, kjer so vsi prebivalci cenili njegovo nesebično delovanje. Ta legenda pa se je razširila tudi k nam. Vsi mi komaj čakamo Miklavžev praznik 6. decembra in se ga neskončno veselimo. Pa smo si letos zaslužili, da nas obišče sveti Miklavž in nam prinese darilo? Kdo ve? Sporočilo te pravljice je, da je največja radost v tem, da lahko pomagamo drugim, ne da bi pričakovali karkoli v zameno. Ljubezen in dobrohotnost sta največji darili, ki jo lahko delimo med seboj, še posebej v času zimske čarobnosti. Tudi mi, dragi otroci, to zimo razveselimo svoje najdražje in jim tako pričarajmo nepozabne in čarobne praznike. Še prej pa napišimo pismo svetemu Miklavžu. Pa srečno!